eno z ním postav. Zbudí se, vstani z groba zdravý sen. O smrt, Kje tvoje želo je, kje tvoja zmaga je, luči zasvitar slava Boga, strna moče noči. Kristus je od mrtvih vstal, smrt je smrtjo poteptal. Zbudi se, vstani z groba zdravi se. Kristus je od mrtvih vstal, da bi eno z njim postal. Zbudi se, vstani z groba zdravi se. Smrt, Kje tvoje želo je, kje tvoja zmaga je, luči zasvitar slava Boga, strna moče noči. Tvoja moč in volja, tvoj križ, tvoj grob. Ustajenja moč živi v duši mi, Kristus je živ v meni.
Lomimo vso moč hudiča, haleluja. Kličemo napredek Božjega kraljestva, haleluja. Kličemo izlitje Svetega Duha. O, haleluja, kličte Jevsa, kdorkoli lačen Boga, haleluja. Ne biti pasiven, haleluja. Poklič ga zdaj, haleluja. Prid Sveti Duh, prid Sveti Duh, haleluja. Izpolni nas, haleluja. Mi hočemo revolucijo Jezusa, haleluja. Moč Svetega Duha, ne religijo, ne človeške praznike, haleluja. Hočemo živega Jezusa, haleluja. Ne ostane Bog, haleluja. Naj se njegovi sovražniki razkropijo. O, haleluja, naj pride svoboda Svetega Duha v ta narod. Od severa, juga, vzhoda, zahoda. Mi proklamiramo prebujenje, moč, izlitje Svetega Duha. Evangelij, znamenje in čudeži, haleluja. O, slava ti, Jezus. Prevzem nas, Gospod. Prevzem nas, haleluja. Naj bo vsak od nas napolnen do prekipevanja, haleluja. Naj noben ne bo suh in prazen. Naj noben ne bo mlačen v cerkvi, haleluja. Naj bo tvoja cerkev na ognju, haleluja. Zaljubljena s prvo ljubeznijo, haleluja. Oče, naredi revolucijo v nas. Izli svojo slavo, haleluja. Izli se Sveti Duh. Izli se Sveti Duh, haleluja. O, haleluja, dajmo ga klicati, da nam sam jaz molil, haleluja. Kličte Jezusa, on je vaš prijatelj, haleluja. Jezus je tukaj, haleluja. On te hoče ozdraviti, on te hoče osvoboditi, on te hoče napolniti, haleluja. Danes si prišel ne v človeško cerkev, ampak v Božjo prisotnost, haleluja. Sveti Duh, dobrodošel si. Prevzem nas, prevzem nas, prevzem nas, Sveti Duh. Izpolni nas, Sveti Duh, kira basandara barkita la bašika la baka. Izpolni nas, Sveti Duh, haleluja. Haleluja, dajmo še moliti cerkev, haleluja.
Mi smo pripravili en video za danes, pa besedo, ampak mislim, da to vas nav toliko izpolnili, kakor Sveti Duh, haleluja. Bova pravi Svetega Duha, kjerkoli si, haleluja. Bo traj še malo bolj izpolnil, dajmo še malo biti v Božji prisotnosti. A ne bilo fajn, da bi Jezus prevzel to srečanje, haleluja. A ne bilo the best, da bi lahko Sveti Duh se gibal svobodno med nami, haleluja. Ja, Sveti Duh, mi ti izlivamo svoje srce. Dajmo mu predati, haleluja, kjerkoli sediš, kjerkoli stojiš, predaj mu zdaj svoje življenje, haleluja. Ne čakati. Ne čakati, da se Jupiter s Saturnom poklopi, ne vem kaj. Predaj mu zdaj vse, haleluja. Predaj mu svoje srce. Več, ko se boš predal, več ga boš doživel, haleluja. Bolj ga boš spoznal, haleluja. Jaz mi hočemo se manjšati, da ti rasteš, haleluja. Jaz mi hočemo manj smeti v svojem življenju, manj navlake, manj stvari, ki nas ne morejo usrečati, haleluja. In več tvoje slave, več tvoje prisotnosti, manj naših programov in želja, Jezus. Hočemo več tebe, Jezus. Jaz hočemo, da nam uničaš življenje, da nam uničaš urnike, haleluja, da se umešaš v naš življenje, haleluja. Da nas čist transformiraš, haleluja. O, haleluja. Jezus je rekel, kdor hoče ohraniti svoje življenje, ga bo zgubil. Kdor ga pa zgubi zaradi mene, ga bo najdel, haleluja. Jaz mi hočemo zgubiti svoje življenje za tebe, haleluja. Hočemo se v tebi najdeti, haleluja. Kjerkoli si, predaj mu vse, haleluja. Govor z njim, reč mu, da ga hočeš, haleluja. Povab ga, haleluja, ne te prevzame, haleluja. Jezus, mi si ti želimo, haleluja. Haleluja, belka potice in perhov, haleluja. Belka šunke, haleluja. Blagor lačnim in žejnim, ker bojo nasičeni, haleluja. Hvala ti, Jezus. Jezus, mi smo lačni tebe. Mi smo žejni tvojega duha, haleluja. Mi hočemo piti od voda, od katerih novimo več žejnih, haleluja. Jaz ti si rekel, kdor veruje, bo iz njegovega trebuha tekle reke žive vode. In jaz ti si rekel, pridite k meni vsi, ki ste žejni. In jaz vam bom dal za piti. O, haleluja. Zakaj bi pil samo to, od česar smo spet žejni? Mi hočemo tebe, Jezus, nobenih drugih substanc, haleluja. Nobenih drugih stvari, haleluja. Hočemo več tebe danes. Prid, Sveti Duh. O, haleluja, Jezus. Jezus, dvigujemo tvoje ime nad vsako drugo ime, haleluja. Dvigujemo tvoje ime, pozabi, kdo na tvoji levi, kdo na tvoji desni. Glej na Jezusa zdaj, haleluja. On je tvoj rešitelj, haleluja. On je tvoj zdravnik, haleluja. On ti daje smisel, haleluja. On je tvoj zmagovalec, haleluja. On je tvoj pastir. On ima dober plan za te, haleluja. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus. Jezus, hočemo te še bolj spoznati, haleluja. Hočemo te še bolj doživeti, haleluja. Hočemo ti biti bližji, ka naš srčni utrip, haleluja. Hočemo dihati s tabo, haleluja, Jezus. Haleluja, Jezus. O, haleluja, Jezus. Transformiraj nas, Oče, svojo prisotnostjo, haleluja. Svojo slavo. Mi odlagamo vse smeti, haleluja. Odlagamo vsa bremena, haleluja. Odlagamo vsa bremena, haleluja. Vsa bremena mečemo na Jezusa, haleluja. Jaz tvoje maziljenje, tvoja moč nas osvobaja, haleluja. Lom vse vezi, haleluja. Zlom vse vezi danes, haleluja. Ne odpadejo vse vezi v imenu Jezusa. Vse vezi sovražnika, haleluja. Vse demonske vezi danes ne bojo uničene, haleluja. Vsa generacijska prekletstva zlomljena, haleluja. Po krvi Jezusa Kristusa. Tvoja kri ima moč, Jezus. Tvoja kri osvobaja, haleluja. Tvoja kri odrešuje, haleluja. Tvoja kri daje novo življenje, haleluja. Tvoja kri nas ščiti, haleluja. Tvoja kri osvobaja, haleluja, Jezus. In tvoja kri upije, haleluja. Glasnejš kot vsaka druga kri, haleluja. Hvala ti, Jezus.
smo oprani v krvi Jezusa, haleluja. Hvala, da si umrl na križu, haleluja. Prelil svojo kri in tretji dan vstal od mrtvih, haleluja. In si danes živ, haleluja. Amen. Amen, haleluja. Haleluja. Kdo verjame, da je Jezus živ? Haleluja. Cerkev, ko so Rusi šli na Luno, so se vrnili dol in so rekli, evo, bili smo na Luni, Boga ni tam, Bog je mrtev. In pol je Božji človek prišel in to je bilo za veliko noč. In pol je Božji človek prišel, kaj pa vi pravite to? Je rekel, Jezus je vstal, haleluja. To je vse, haleluja. Reci svojemu sosedu, Jezus je vstal, haleluja. Amen, haleluja. Oh, haleluja. Meni bi lahko prinesel Jezusove kosti pokazati, pa jim ne bi verjel, ko vem, da je vstal, haleluja. Lahko celo cisterno njegovih kosti pripeljejo. Jezus je živ, haleluja. Amen. On ni mrtev, haleluja. Jezusa ne moreš dati v eno zgradbo, pa ga tja not zakleniti, pa v eno skrinjo ga not zakleniti, pa ne vem kam, haleluja. Po en kip iz ki ga je človek naredil, razumeš? Jezus je živ v nas, haleluja, amen. On je vstal od mrtvih in zdaj živi, haleluja. Moč pekla je zlomljena, haleluja. Hudič je pod tvojim nogam, haleluja. Amen. Haleluja. Hvala ti, Jezus. In naj ti povem, on ni dolgočasen Bog. Jaz sem se vedno sprašal, ko sem bil še ateist. Pa kako te kristjani toliko depresivno izgledajo? Bolj kot jaz, ko ne poznam Boga. In sem vedel, nekaj tle ne štima. Ko jaz sem se rekel, če bi jaz poznal Boga, bi bil najbolj vesel človek, haleluja, amen. Zdaj vidiš, zakaj sem toliko nor, haleluja. Ker sem zgleda res poznal Boga, amen. Če ne bi se ful lepo zdaj obnašal, pa bil ful dolgočasen, pa pač sprogramiran kristjan. Haleluja. Reci svojemu sosedu, ne biti robot, haleluja. Bod na ognju, haleluja. Bod nor na Jezusa, haleluja. Amen, haleluja. O, hvala Bogu za bobnarja danes, amen. Haleluja. Imamo the best bobnarja. Kolikor je bil po zaporih, je ful dober človek, haleluja. Hvala ti, Jezus. Amen. Ampak ni hujšega zapora, kot v tvojem srcu, amen. In če si danes še vedno v zaporu, danes si lahko osvobojen, haleluja, amen. Ker njegovo ziljenje osvobaja ujetnike, haleluja. Amen. Ker zemeljski zapor je mala malca v primerjavi na zapor, ki si zaklenen v svojem srcu, haleluja. Haleluja, hvala Bogu za Denisa, haleluja. Bog ima rad ljudi, ki so obuti in ljudi, ki so bosi, haleluja. Amen. Haleluja, Denise, kar bos hodiš. Povej, kaj je Bog za te? Oj, veliko. Človek ne more govoriti, jaz te razumem čisto. Ja, zdaj ena stvar je bila ta, da recimo prvič, ko sem v cerkev stopil in ko sem Jezusa sprejel, pač kar bremena so dol popadala, ne vem, nehal sem se drogirati, čudežne stvari so se začele dogajati, tako da, ne vem, Bog je tako dober, res. Bog je droga. Haleluja, wow. Ja, zdaj več noš rabu droge, Denis, ki si original sprejel. Ker droga je nadomestek za svetega duha. Amen. A že govoriš o novih jezikih? Se učiš? Jezus! Sprejmi v imenu Jezusa. Cerkev, mi se ne moramo učiti, mi moramo sprejeti. Amen. Hvala te. Dajte stegnati roke proti Denisu. Oče, mi molimo izpolnjenega svetim duhom, da nov nikoli več rabu droge. Haleluja. Itak jo ne rab, ampak izpolnjenega vsem svetim duhom. Kamala dala še kam bedele še pedale. Ok,
je izpolnjen Svetim Duhom, haleluja. Haleluja. Jaz se vsem upravičujem, ker ste normalni tukaj. Sad tako človek zgleda, ker je pijan v duhu, haleluja. Tako kot jaz pa Denis, haleluja. In pač, ful imava rada Jevsa, da mora se pomagati, amen. Haleluja, to si ti Milanija tamle. Daj priti naprej, povej, kva je Bog zate naredil. Dajmo en aplavz, haleluja. Milanija je pa v nedeljo sprejela Jezusa, haleluja. Velik stvari. Res. Čudeže. Ne znam drugače povedati. Amen, amen. Dvignil mi je, oziroma odstranil mi je 10 tonske uteži. Amen, amen. Zdaj pred enim tednom sem povabila Jevsa v svoje srce in tako, kako je bilo prej, pa kako je zdaj? Daj malo nam povej, tako v minuti. Ful veliko ljudi me sprašuje, če se drogiram, na kere droge jemljem, če sem na norih gubicah, če sem zadeta v trave. Nič, prej sem bila ful resna, depresivna, globoko vse. Zdaj pa ne vem, enostavno prepoznam ljudi, vidim, v bistvu, ko jih slišam govoriti, ko govorijo, kako bi rekla, njihov glas je bolj agresiven. Tisti, ko pač ne prenesejo, kako bi rekla, te dobre energije. Kaj pa, a te lahko še tako osebno nekaj vprašam? Ja, valjda. A si tako bila obsedena prej z demonom kakšnim? Ja. Si bila, ne? Veliko. Preveč. Wow, in koliko let si bila tako? Jaz sem imela demona od svojega rojstva v sebi. 17 let. 17 let? Wow, Kako pa je to tako, ko po 17 letih pol nimaš več demona? Veliko lažje, ampak sem ga spet nazaj staknila. Kako si ga nazaj staknila? Ne vem, enostavno. Ja, nisi Jevsa sprejela? Sem. Ampak mi je potem vmes enkrat sam od sebe ven. Zdaj ga imam, ne vem, čutim, da ga imam spet. Je nič, pa ga bomo zdaj ven spravili, amen? Dajmo ga ven spraviti, haleluja, amen? Dobro, da se te naprej poklical, Inač, sam sproci, Milanija. Hvala. Hvala ti, oče. Lahko stegnemo roke proti njih. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus. Mi zapovedujemo vsaki demonski sili, da zdaj zapusti Milanijo v imenu Jevsa. Upri se hudiču Milanija. Rečemo ven iz mene. Rečemo ven iz mene v imenu Jevsa. V imenu Jevsa. V imenu Jevsa. V imenu Jevsa. Spustijo. Spustijo v imenu Jevsa. Spustijo v imenu Jevsa. Spustijo v imenu Jezusa. Upri se mu, Milanija. Ko v bistvu morate vedeti, da hudič ne more biti v tebi, če ti nočeš, pa če imaš Jezusa. Ker Jezus je močnejši od hudiča. Amen? In pač, če si mu odprl vrata, mu jih moraš zapreti. Ga moraš nagnati ven in bo šel, haleluja. Ko hudič je ful pod Jezusom, on ne more obstati tam, kjer je Jezus, haleluja. Hvala ti, Jezus, hvala ti za Božjo moč. Ful je maziljene na tebi, Milanija, da si zdaj osvobojena, haleluja. Mi kličemo osvobojenje v imenu Jezusa. V imenu Jezusa, haleluja. Kličemo osvobojenje zdaj. Haleluja, upri se mu, haleluja.
Šlo ven, ne? Pa nima veze, ej. Veš, koliko smo že tega imeli pobruhnega Milanja? Nino, kje si ti, ej? Prid sam, Nino. Daj me en aplavz, ej. Haleluja. Ej, Milanje, naj ti predstavim Nino, Nino, a si upaš biti tukaj? Si upaš, Milane, lej ga Ninota, on je bil homoseksualc in je tlele pobruhal tepih, da pol ni bil več homoseksualc. Amen, povej Nino, povej. Ok, ja, točno tako. Šel je demon ven, bruhal sem tukaj, pastor Charles, ne vem, je danes tukaj, je zame molil. In ja, bil sem kar tak v stiski, ampak ja, danes je pa tukaj z mano Amy. Haleluja, to je Boga. Amen. Haleluja, zdaj imaš pa puncev, Nino, to je pa dosti boljša kombinacija. Haleluja, ej. To pa skupaj paše, ej. Amen. Ej, hvala ti, Nino, ej, hvala ti. Več pa še pol naprej. Ok, Milane, dajmo zdaj pogledati, kako je šlo ven. Je šlo ven, haleluja. Amen. Spet nazaj. Spet si nazaj, amen. Nač, dajmo, a si že slišala za nove jezike? Sem ja, ampak sem samo pekleni jezik govorila. Ja, pekleni. Wow, kopijo, hudiče pa res vidi, ljudem daš kopijo jezikov, wow, ker jeziki so full power. Ker, morate je, prvi učenci, Jezus je rekel, nikamor ne hodi, čeprav so bili na novo rojeni. Je rekel, fanti, nikamor ne id, počakajte na Svetega Duha in so 10 dni čakali in pol je ogenj prišel na njih in ko je ogenj prišel, so začeli govoriti v novih jezikih, to je pa full power. Potrditev, lahko moj partner potrdi tam od zadaj. Kaj lahko potrdi? Ja, moj govor peklenega jezika. Ja, si slišal to? Aha, wow. Enač, danes je čas, da spremaš original. To je pa jezik Svetega Duha. Haleluja. Ti sam zapri oči, pa reč Sveti Duh, izpolni me. Kdorkoli, če si tukaj, pa da še ne moliš v jezikih tudi, no, najprej moraš Jezusa sprejeti. Mislim, boljše čega. Ampak, samo malo Milane, dajmo, a je kdo tukaj, da še ni Jezusa sprejel, pa bi rad zdaj povabil Jezusa v svoje srce. Haleluja. A ti? Ok. Hvala ti, Jezus. Čisti bom hrbet uničil. Ko v nebesih je velika radost, ko en pride k Jezusu. Pred Božjim prestolom je cel žur. Tu je cel žur zdaj. Kako ti je že ime? Uroš, haleluja, rabili smo več Urošov. Moja babica je hotela, da bi jaz bil Uroš, sem dober, da nisem, pa bi nas bilo ful preveč. Urošaj za Jezusa, haleluja. Kdorkoli, mogoče si ne upaš prijeti naprej, nima veze, jaz te čiš tekam. Ko se bojiš, kvačam pa šel, pa še jaz začel kašljati, ja, vem. Zna biti neprijetno. Da nam pobruhu tepiha, ja, vem. Ampak, kjerkoli si lahko sprejmaš Jezusa, sploh ti naprej ni treba prijeti, ker Jezus gleda tvoje srce, ok? Rad bi, da vsi, ki ste ga že sprejeli, da skupaj molimo molitev za sprejeti Jezusa, za une, ki bi ga danes zdajle radi sprejeli, ok? In lahko, Uroš, tudi ponavljaš za mano to molitev. In kdorkoli, kjerkoli si, tudi kolegov od Milani, tudi ti lahko zdaj Jezusa sprejmaš. Sam pač, to mora biti tvoja želja, ne na silo, ampak, kar si ti želiš. Dajmo reči, Jezus, jaz verjamem, bate. Verjamem, da si živ. Hvala, da si vse moje grehe odnesel na križ. In si umrl zame. Pravični za grešnike. Jaz te zdaj sprejemam za svojega rešitelja in za svojega Gospoda. Jaz sem zdaj tvoj otrok. Hudiče pod mojim nogam. Jaz sem zdaj odrešen. Haleluja, jaz sem Božji otrok.
Haleluja, slava ti Jezus. Haleluja. Amen. Amen. Zdaj pa lahko, v bistvu to sem mogel narediti, to, kar sem hotel za izpolnitev Svetim Duhom moliti, pa nisem hotel moliti, če še Jevsa prej niste sprejeli, kdo od vas. Tako da zdaj pa lahko. Kdorkoli je sprejel Jevsa, dajmo zdaj moliti za izpolnitev Svetim Duhom. Amen. Haleluja. A imamo dober bogoslužje danes? A niste na vhodu dobili programa, kako bo minutažo danes? Zdaj na vrsti izpolnitev Svetim Duhom, ok? Jaz vse plane spremenim. Ja, aleluja, hvala ti. Hvala Milane, vedno si dobil. Tudi to imaš prav. Amen, nač, dajmo moliti, kjerkoli sediš, probi tako še več Svetega Duha sprejeti, amen? Dajmo se vsi fokusirati zdaj na Svetega Duha, cerkev, haleluja. Ker to ni šov, mi se imamo fajn in to je da bez, da se imamo fajn. Samo obstaja pa ful več od nas in to je pa Sveti Duh. In če si ti lačen, pa jaz, pol bo Sveti Duh ful deloval, amen? Če smo vsi kolektivno ful lačni Boga, cerkev bo pa totalna revolucija tle not, amen? Bo pa Sveti Duh ful prišel, haleluja. Haleluja. Kdorkoli še ni bil izpolnjen Svetim Duhom, kdorkoli še ne moli v jezikih, haleluja, jaz bi te prosil, da moliš to molitev, tako kot smo prej za sprejeti Jevsa, bi te prosil, da za mano ponavljaš molitev, kako sprejeti Svetega Duha, haleluja. A lahko rečeš, Oče, izpolni me Svetim Duhom. Tako, kot si izpolnil prve učence. Ti si rekel prvim učencem, naj nikamor ne hodijo, ampak naj počakajo na Svetega Duha in da jih bo on izpolnil. In potem bojo tvoje priče. In 10. dan je Sveti Duh prišel na njih. In zdaj je prišel na vse nas. In ti si rekel, moč bo prišla na vas. Mi te prosimo, naj zdaj prida moč na mene. V imenu Jezusa. Naj pride tvoja moč na mene. Haleluja, izpolni me Svetim Duhom. Jaz sprejemam krst v Svetem Duhu in ognju, haleluja. Hvala ti, Jezus, da si me uslišal, da si mi dal Svetega Duha. Haleluja, dajmo zdaj moliti v novih jezikih, haleluja. In to pa z tvojega trebuha se bo ven dvignila nova molitev, haleluja. Hiraba sendere barkita, ni treba za mano ponavljati, karkoli imaš ti v duhu, bravo, Uroš. Hiraba sendere barkita, rabahaja, karabasaka, taralabaši, karalabakaja. Hiraba sendere bartita, robosi, kitere, besida, rabaki, to robo, sokolo, bošika, rabakaja. Lahko dobiš samo en zlog, tako kot en dojenček, tudi to je v redu. Jaz sem 2 tedna samo 2 zloga ponavljal, haleluja. Hiraba sendere bartida, rabakata, rabakaja. Hiraba sendere barkita, rabakaja. Oče, krsti svojo cerkev v ognju, haleluja. Hirobo sondoro bortede, rebekita, rabakaja. Oče, da nismo plašni kristjani, haleluja, da nismo brezvezni kristjani, brez moči, brez vpliva, haleluja. Oče, ne bo ista moč, ki obudila Jevsa od mrtvih, zdaj v nas, haleluja. Hiraba sandara bartida, rabakata, rabahaja, karabasete, rebešika, rabakaja. Hirobo sondoro bortodo, robokita, rabakaja. Hudič se ful boji novih jezikov, hiraba sandara bakita, rabakaja. Oče, hvala ti, da na mest peklenskih jezikov si dal Milani jezike Svetega Duha zdaj. Hiraba satara, labašika, labakitara, labakaja. Haleluja. Haleluja, hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus. Kako se počutiš, Milanja, zdaj? Haleluja. Komu tako zgleda Milanja malo tako pijana zdaj? A veste, kaj so rekli prvim učencem, ki so bili izpolnjeni Svetim Duhom? Kaj mislite, da so jim rekli? Koliko lepo govorite, fantje. Ful ste duhovni. Ne, rekli so jim, sladkega vinca so se napili. V apostolskih delih, 2. poglavje.
In pol so učenci rekli, pa se je šele 9 zjutraj, ej. A veš, da še ne točijo vina do 10? Haleluja. Parafraziram. Amen, to je pa dobro, ej. To so dobre vole počutek. Amen. Hvala, Jezus. Ok, lahko se usedete, če vam uspe priti do stola. Haleluja. Jaz sem se enkrat plazil po cerkvi, ker nisem mogel hoditi. Pa sem pa med stoli nekje dol, sem se zbudil, ker je bilo že konc in so me z vodo polivali, ker so hoteli zaključiti pa zaklenti cerkev. Lahko tu tle sediš, lahko si tu tle, Melania. Ko ja, no moj nazaj pošiljala, tako, ne še pije, haleluja, ker še rab, haleluja. Hvala ti, Jezus. To je nalezljiv, fulej. Haleluja. Haleluja. Kdo še rab radost, haleluja. Sam dvigam roke pa pi, kjerkoli si, pi Svetega Duha. Ne zdaj brez veze okol gledati, haleluja. Raj se napi, haleluja. Mi pijemo novo vino, vino Svetega Duha, do vrha izpolnjeni in še bolj. Ni nekaj tasga, Ivo, ti znaš. Ivo, znaš ta komad? Če znaš, prid zapeti. Mi pijemo novo vino, vino Svetega Duha, do vrha izpolnjeni in še bolj. Alfi Nipič bi to dobro zapeval, če bi bil izpolnjen. Hvala ti, Jezus, hvala ti, Oče, hvala ti za Svetega Duha, hvala za več radosti. In Milanja, nikoli več ne odpreti vrat za demona, nikoli več. In zdaj, a veste, kako odpremo vrata lahko za hudiča? Resno, kako lahko odpreš vrata? Je, da začneš grešiti tako, kot si prej grešil. Se pravi, zato Jezus, ki je v svobodo žensko, je rekel, pojdi v miru in ne več grešiti. On je pozval vse farizeje, ki so je hoteli kamnati, in rekel, ajde, kdor je prvi brez greha, ne v njo vrže kamen. In pol noben ni mogel, ker Jezus je pa nekaj po pesku pisal, a se spomnite s to vrstico? In Alana Vincenta sem poslušal, on je rekel, da je vprašal Jezusa, kaj je pisal po pesku, ko so zasačali ženo v prešuštvu, in Jezus je pisal s prstom po pesku in je rekel, kdor je brez greha, ne v njo kamen vrže. In Jezus mu je rekel, da on je vsake kamen prejel, mu je v pesku napisal ime ženske, s katero je on bil v grehu. Wow, ej. Valjda, da se po roka zatresla. In pol noben ni mogel vrči kamna. In pol je Jezus rekel te ženski, veš kaj je rekel Milanja, pojdi pa ne več grešiti. Ne več grešiti, ker greh odpre vrata hudiču. Ker Bog te ljubi, tudi če grešiš. On te isto ljubi, tudi če si obsedan, sam zate ni dober. Amen. Zakaj bi se izpolnjeval z demoni, če si lahko poln Svetega Duha? Amen. Zakaj bi kadil joint, če lahko se izpolnil s Svetim Duhom? Haleluja, ne rabiš, haleluja. Ker joint ne sam, da ti da nek samo začasen užitek, ampak ti da tudi demona zraven. In pol drug dan jointa ni več, demon pa je. To pa ni dobro, Ampak Sveti Duh je pa skozi tabo. Amen. In skozi si lahko še bolj poln Svetega Duha. Amen. Amen. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus. Ok, imamo en video, 8 minut. O veliki noči. I am a thief. I am a
walking up this lonely hill. What have I done? No, I don't remember. No one knows just how I feel. And I know that my time is coming soon. Haleluja! Jezus je živ. On ni več na križu, ampak je prišel, vstal od mrtvih in danes čaka nate. Kako vi rečete? Uskrs? Velik dan. A velik dan? Ja. Mene pa zanima, a ti veš, kaj se je takrat zgodilo? Veruješ v Jezusa? Ja. A veš, da je on živ? Ne. A ne veš, da je živ? It's been Ja, on je živ. so long. If you want to celebrate Easter, I can encourage you to just invite Jesus, to reveal himself to you. Something just exploded. I was sleeping on a bench in the middle of the day. And Raise him up next to me. Takoj sem dobre volje, zato ker vem, da je Bog z mano in mu popolnoma zaupam, predam svoje življenje. Pa grem brez skrbi, ne brezbrižno, ampak brez skrbi. Grem po svetu in kamorkoli pridem, vse posod sem došel, sprejet. Če pa kje pa nisem, se pa umaknem. To je to. In kaj, si vedno tako bil tak, ali kaj, vesel človek? Sem bil depresiven, žalosten, že trikrat sem držal štrik v roke, da se obesam. To mi je bilo hudo vse. Noro. Depresiven, bolan sem bil, še ko sem v cerkev prišel, me je pastor vprašal, a veš, pa se s tabo dogaja, da me obiskuješ toliko bogoslužij, kot si na začetku. Pa sem rekel, da sem neki bolan, dokler je potem rekel moj prijatelj, če ni bil niti pastor, je rekel, Aleš, a veš, da Jezus ni umrl samo za naše grehe, ampak tudi za naše bolezni in bolečine. In takrat naprej nisem več pol zdravnikov obiskoval, tako da ne vem niti, kje imam kartoteko. To je to. Živim res izpolnjeno življenje, nikoli se nisem predstavljal, da je življenje lahko tako lepo. Who is this man? Or this man beside me that they call the King of the Jews? No, they don't believe that he's the Messiah, but somehow I know that it's true. They laugh at him in mockery and beat him till he bleeds. Well, they nail him to the rugged cross and raise him. Yeah, I was like, friends who got to know me. And I was not a Christian. And I just heard the voice very loud. I am alive.
God, my God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. Today is really a special day, Danes je resnično poseben dan and we have special blessings await us today. in posebni blagoslovi nas čakajo danes. At this time now, it is our offering time. Zdaj je čas za daritve in desetine. Our newcomers, our visitors, it's not compulsory you give because you are visiting us for the first time. Danes novi tukaj ni potrebno, da dajete, ker ste danes prvič tu. Also, we want to remind you that our healing school is going to start from 12th of April. Želim vas spomniti, da se začne šola zdravljenja which April? 12th of April. 12. aprila. So if you are willing to contribute for the success, you are welcome. Če ste pripravljeni sodelovati in pomagati pri šoli zdravljenja, ste dobrodošli. For today, for giving of today, Z današnje daritve we have a short message for you. imamo kratko sporočilo. And we want to remind you Želim spomniti, that giving is an act of honoring the Lord. da je daritev čas spoštovanja Gospoda. It's a way of honoring our Creator. Je način, da spoštujemo našega Gospoda. The book of Proverbs 3:9 says that honor the Lord with all your possessions. V pregovorih 3:9 pravi, spoštujte svojega Gospoda And with, za vsem svojim imetjem and with the first fruit of your increase. in s prvinami svojih pridelkov. When we realize God as our Lord and Savior, Ko spoznamo Gospoda za svojega Boga in rešitelja and we acknowledge that everything we have came from Him, in spoznamo, da vse, kar imamo, prihaja od njega, because of this, we will always remember to return back to Him in return. zato se spomnimo, da vedno damo del tega njemu nazaj. When we do this, Ko to storimo, we are simply honoring God. preprosto spoštujemo And we are Gospoda showing appreciation for the great things He has done for us. in smo hvaležni za vse, kar je dobrega storil za nas. And we will continue to be blessed more and more in Jesus' name. In bomo še bolj in bolj blagoslovljeni v Jezusovem imenu. Thank you. Hvala. Father, we thank you for the opportunity of bringing into your house today. We have come to show appreciation for the great things you have been doing in our life. And we have come to honor you with this token. May it be accepted in Jesus' name. Father, every soul that has given today will be continuously blessed in Jesus' name. And those that don't have the opportunity to give as well, you will bless them also in Jesus' name. In Jesus' name, amen.
Haleluja. Če še kdo ni dal, te bo Mirelo najde. Lahko malo dvigneš tega. 1, 1, 2, 3, je dobro. Haleluja. Kaj Jezus vse vidi. Sam to, dostikrat tako negativno razumemo, namesto da bi razmišljali pozitivno. Amen. Ko on vse vidi, pa on je s tabo, on je na tvoji strani, on te hoče blagosloviti. Amen. In zato, če te noben ne vidi, je da best, kad te on vidi. Amen. Noben ne vidi, nekaj dobrega delaš, Bog vidi. Amen. In ti bo povrnil. Haleluja. Dajmo si pogledati najbolj pomembno stvar. In to je, kaj je Jezus za nas naredil. Začnimo 800 let, preden je Jezus prišel, tako da bomo imeli ful časa, da pridemo do 2024. In sicer začnemo v Izaiji 52:13. Wow, 800 let, preden je Jezus prišel, prerok Izaija vidi, kaj bo Jezus naredil. Veliko prerokov je videl prihodnost in če te res zanima, če je Jezus živ ali ne, pa če vse to res, samo preber si dejstva, kako so preroki prerokovali vse v nulo, preden se je zgodilo. In to noben ne more zanikati. To so zgodovinska dejstva, knjige. Biblija je 66 knjig z različno zgodovinsko ozadje, ljudje, ki se med sabo ne poznajo in vse klapa. In poglejmo si preroka Izaijo, 800 let preden Jezus pride, vid, kako bo Jezus za nas dal svoje življenje. V 52, Izaija 52:13, če imaš hradsko prevod, bi bilo the best. Boštjan, znaš ti to naštimati? A si že? Bravo, hvala ti. Glej, hlapec moj bo modro ravnal, povzdigne se in vzviša in visok bode silno. Kakor so o tebi osupnili mnogi, tako je bil obraz njegov spačen, bolj nego katerega moža in podoba njegova bolj nego otrok človeških. Se pravi, Izaija je videl nekoga, ki so ga bolj izmučali katerega koli človeka. In zato, ne vem, če ste gledali kaj dosti filmov o Jezusu, ampak ta zadnji Passion od Mela Gibsona, ne vem, koliko 10 let nazaj, je v bistvu ful krut film in je tudi rating, ne vem, tako da moraš biti 18 let star, da sploh lahko to gledaš, ker je to grafičen prikaz, kako je Jezus za nas trpel. Ampak še vedno vprašanje, če ni to samo limonada, glede na to, koliko je res on bil izmučen. Amen? Ker ne vem, če je... In jaz že, ko gledam Passion Kristusa od Mela Gibsona, mene slabo. Jaz težko to gledam. Mene Carol včeraj zvečer rekla, daj pogledati. Se rekel, pa jaz ne mogu pa spati, daj... Razumeš, da... Lahko bi pri tem gledali. Cerko, on je bil ful njegov, tukaj in Izaija je videl obraz njegov, spačen, bolj nego katerega moža in podoba njegova, bolj nego otrok človeških. Tako pripravi ves trmenje mnogo narodov, zaradi njega si kralji zatisnejo usta, zakaj videli bodo, kar jim ni bilo povedano in česar niso čuli, bodo razumeli. Se pravi, kralji bodo razumeli to, kar jim noben ni povedal. In veste, kaj je Božja beseda prav? Da vsako koleno se bo pripognilo pred njim in vsak jezik bo priznal, da je Jezus Gospod. Vsak. Samo vprašanje je, kdaj? A ga boš priznal, dokler si še živ, ali pol, ko bo prepozen? Haleluja. Ni fajn umreti v svojem grehu brez Jezusa. Haleluja. In tudi kralji ga bojo priznali. Sam problem je, če si umrl v svojem grehu, pol ne boš mogel priti v njegovo prisotnost. In zdaj naprej se nadaljuje. 52. poglavje se nadaljuje v 53. In v bistvu v originalu ni teh poglavij, zato lahko naprej beremo. 53. je kar nadaljevanje konca 52. In začne z vprašanjem, kdo je veroval oznanilu našemu in komu se je razodela rama Gospodova. Wow, to pomeni vladavina Gospodova. Se pravi, fora je v tem, a lahko verjameš to ali ne moreš verjeti. In vsa dejstva niso dovolj. Ti moraš verjeti, haleluja. Ti moraš svojo vero dati v to, kar se je zgodilo. Če hočeš,
da se ti nekaj zgodi, haleluja. Če hočeš stopati v odnos z Bogom, rabaš vero. Kajti on je vzrastel kakor mladika pred njim in kakor korenina iz suhe zemlje. Ni imel podobe, ne lepote, in ko smo ga videli, ni imel mične zunanjosti, da bi si ga bili želeli. Zaničevan je bil in preziran med možmi, mož bolečin in izkušen v trpljenju. In kakor človek, pred katerim skrivajo obliče, je bil zaničevan in nič ga nismo čistili. Zares, on je nosil bolezni naše in se je naložil bolečine naše, mi pa ga smo šteli za kaznenega, ki ga je Bog udaril in ponižal. Haleluja. Se pravi, jaz sem poslušal eno sestro v Kristusu, ki je del slavilne skupine v Šentjurju, in rekel, jaz sem bila skozi ful žalostna, pa zakaj je Jezus umrl, pa toliko dober človek, pa gor in dol. In nikoli ni bilo jasno, da je vstal od mrtvih. Haleluja. Amen. Da on je hotel trpeti, zato ker je gledal veselje, ki ga čaka, če bo šel do konca. Haleluja. On je v Hebrejcih 12 piše, za veselje, ki mu je namenjeno, je šel do sramote na križ. Zakaj? Ker je videl tebe, haleluja. Videl tebe pa mene, kako bova odrešena. Amen. Videl je Milanjo, kako bo lahko v njegovem imenu izgnala demona ven. Amen. In bo pol pač še izpolnjena Svetim Duhom, še par minut le na tepihu z nami. Haleluja. Mi vsi, 6. vrstica, mi vsi smo tavali kakor ovce, obrnili smo se vsak na svojo pot in Gospod mu je naložil v nas vseh krivice. Haleluja, vsi smo tavali. Jaz sem bil star 20 let, ko je Jezus prišel do mene in sem se počutil tako, kot da sem 5 let star in da sem končno najdel pot ven iz gozda. Kada končno me je nekdo našel, pa zgubljen sem bil sam v gozdu. Točno tako sem se počutil. In zakaj? To je ta citat, vsi smo tavali, vsak smo šli na svojo pot. In on je nase vzel naše krivice. 7. vrstica, mučili so ga, a ponižal se je in ni odprl ust svojih, kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol, in kakor ovca, ki molči prestrižci svojimi in ni odprl svojih ust. Iz stiske in iz sodbe je bil vzet, a izmed njegovih vrstnikov, kdo je pomislil, da je bil odrezan iz dežele živečih. Zaradi prestopka ljudstva mojega ga je zadel udarec in dali so mu grob pri brezbožnih. In zdaj že prerokuje, prerok že naprej. Se pravi, on vidi, da Mesija pride, da bo trpel, da bo zaničevan, da bo uničen za nas in da bo vzel naše grehe in naše bolezni na sebe in potem že naprej vidi, kje bo pokopan. Haleluja. A pri Bogatinu je bil po mučni smrti svoji, zato ker ni storil krivice in ni bilo zvijače v ustih njegovih. Ali Gospod ga je hotel streti, on ga je izročil trpljenju, ko izvrši duša njegova daritev za greh, bo videl zarod, podaljšal dni svoje in kar je Gospodu po volji, bo uspevalo v roki njegovi. Od nadloge duše svoje bo videl sad in se sitil. Rec svojemu sedu, ti si njegov sad. Cerkev, on se zdaj hvali z nami. Bog se s tabo hvali, haleluja. Haleluja. Hudič je zdaj ful jezen, zakaj je šel se dotikati Jezusa. Ker zdaj je 2 milijarde Kristusov na zemlji, haleluja. Ker Kristus pomeni maziljanc, človek, ki je izpolnjen Svetim Duhom. Človek je na novo rojen. Zato je kristjan, je bilo zaničevalna beseda za prve vernike, so izmerjali, vi ste kristjani, ker kristjan pomeni majhen Kristus. Haleluja. Amen. Naenkrat je zdaj Kristus v Andreju, v Bengatu, v nas, haleluja, amen. In kdorkoli, kamorkoli pridemo, haleluja, izganjamo demone, zdravljamo bolnike, oznanjamo dobro novico, amen. Ljudje prihajajo k Jezusu, haleluja. A ni to noro, da Miljana 17 let je bila obsedena z demonom in pol v enem dnevu se je življenje spremeni. Amen. V eni minuti se ti je življenje spremenil. Uroš, kako si ti počutiš? Haleluja. A ti je kaj žal, da si sprejel Jezusa? Ne, haleluja. Jaz sem se Jezusa sprejel že prej doma. Aha. To nisem se podružil v eni skupini. Poznam poslušati posnetke, berem Biblijo. Mogoče enkrat priti na neko konferenco,
Aha. Oni Švedsko niso še, oni so začeli. Aha. The best, Uroš. Haleluja. Hvala ti, hvala ti za Uroš. Hej, a pol si doma prek interneta sprejel vse in je deloval? Aha, po korakih. Ja, včasih, ja, eni ljudje je tako, res, se po korakih pač bližajo Bogu in nič ni narobe, važno je, da priješ Jezusu. Meni vsem, kako si prišel, važno, da si prišel, haleluja, amen. Jaz sem pač prišel ful radikalno, jaz sem bil totalen ateist in je Jezus prišel do mene na Dolenjskem v eni vasi, njegova prisotnost in samo slišal sem glas, rekel je, jaz sem živ, kje si pa ti, Klemen, in sem padel dol. In pol sem sprejel Jezusa, ki mi je moj prodajalec droge, Andrej iz Novih Jarš, mi je pač povedal. Ne, v bistvu, moj prodajalec droge me je do Andreja pripeljal. No, kdo misli, da je Andrej droge prodajal? To sem narobe rekel, Ker prodajalec droge je bil Miha, ne Andrej. Miha se je pa pol šele čez 7 let spreobrnil. Sam nam njegovega primka povedal. Kaj slučajno, da ga ne kakšen policaj kaj nadlegoval. Ampak kva se hotel sploh povedati? A ja, no in pol, jaz sem imel punco Milanja, ki so bila skupaj in pol sem vedel, da ne smem več z njo spati. Ker moraš vedeti, da ko sprejmeš Jezusa, ti ne moreš več grešiti. Pač ne moreš. Ker to... Ja, kar odkašljimo se. Ja, ker greh ni od Boga, cerkev. Greh je tema. Bog hoče, da imaš eno žensko, s katero si poročena. Ali pa enega moža, s katerim si poročena in to je tvoj mož, to je tvoja žena in pol pa lahko spita skupaj. Haleluja. Amen? Vsaj enkrat na mesec. Haleluja. Ne, se hecam. Dobro, vsi otroci že šli v otroško cerkev. No, ampak, glavnem, jaz sem svoji punci rekel, da zdaj, če hoče biti z mano, mora sprejeti Jezusa. Kako bomo mi dva skupaj? Če jaz hočem z Jezusom, ona pa ne, to ne gre skupaj. In pol je ona rekla, ajde, mislim, zdaj, če kdo živi skupaj, recimo, da en je odrešen, drug ni, pa sta skupaj v zakonu, Sveto pismo pravi, bota skupaj. In pol unka odrešen, ne mol za unka, ki ni odrešen, da se še njemu Bog razdane. Ne moreš se zdaj ločiti, če si že poročena. Amen? Ampak mol za to osebo, haleluja, če si se že pač poročil, da zdaj še ta oseba pride k Jezusu. Amen? Bo ful lepši zakon. Amen? Ko pol imaš luč, ne luč pa tema, je dosti boljš. No, v glavnem, jaz sem ji rekel, in ona je rekla, pa vidim, ti si ka angel. In cerkev, jaz sem toliko bil spremenjen, ko sem sprejel Jezusa Milanja, ti si tudi čust drugače zdaj izgledaš Milanja, ko jaz te videl, preden si sprejel Jezusa. Je tako ka luč pa tema. In jaz sem bil tako podoben, kot ti prej, ful obseden. In jaz sem svoje stare slike zažgal, ker sem se jih ustrašil, ko sem se spreobrnil. Ko sem se v špeglu zdaj pogledal pa stare slike, sem rekel, wow, to pa nisem jaz in sem zažgal tisto. Zdaj mi je žal, ker bi lahko imel sliko prej pa potem. Ampak dobro. In pol sem nje rekel svoji punci, ona je rekla, pa kva se ti je zgodilo, zgledaš ka angel. In sem rekel, nac, sprejel sem Jezusa in pač to je to. In pol sem imel razlago in pol on rekla, ja, jaz bi tudi. In pol sem molil to molitev, ko smo prej molili za sprejeti Jezusa z njo in nič ni dol padlo. Ker jaz sem dol padel, ko sem Jezusa sprejel. Tako kot Milanja prej, pač podoben. In pol sem rekel, kako nič nisi dol padla? Sem rekel, a si kaj čutila? Prav ne. Si kaj pa ne, nekaj narobe s tabo, sem mi rekel. In rekel, jaz ne vem, zakaj me Bog ne mara, se ko jaz tudi ne, sem to ni v redu. Nekaj s tabo ni v redu. Tok sem bil odštekan, razumete? Ampak zdaj sem spoznal, tako kot Uroš, da lahko postopoma tudi prideš. Amen. Eni ljudje hodijo 3 mesece recimo na naša srečanja ali kaj, pa še ne štekajo, pa enkrat se ti pa Jezus razodane. Amen. Enkrat pa puf, si ti pa Bog luč pažge, ker dejansko cerkev
je nadnaravno, da si ti Božji otrok. To je nadnaravno. Amen. Noben od nas ni toliko pameten ali pa bolj pameten od unga, ki ni sprejel Jezusa. Noben ni bolj pameten cerkev. Kvečem bolj neumen, haleluja. Ampak v bistvu fora je v tem, da se ti Bog razudane. Amen. In zato je pa dobro, da si lačen. Jaz sem bil 1 leto lačen, preden je Jezus prišel. Sam jaz nisem vedel, da sem lačen Boga. Jaz sem pač iskal nekaj več. Vedel sem, da to, ko v naravnem svetu doživljam, da to ni dost. Da imam luknjo v sebi, duhovno, in da nekdo more napolniti. In potem sem jo probal nafilati z raznimi drugimi substancami in duhovnostmi, dokler ni Jezus prišel, haleluja. In sem ful hvaležen Bogu, da me je odrešil, haleluja. Amen. Ok, dajmo se zdaj pogledati. Se pravi, 10. vrstica pravi, Gospod ga je hotel streti, on ga je izročil trpljenju, ko izvrši duša njegova daritev za greh. Se pravi, vsi smo grešili in Jezus je edina oseba, ki je bil Bog, ki je postal človek in edino on je bil kvalificiran, da je lahko plačal ceno za greh. Ker mi smo se že rodili grešni. Tako da ne morem jaz plačati cene. Tudi če celo življenje živim pošteno, sem se že rodil narobe. In zato v grehu me je spočela moja mati. In zato je samo Jezus lahko plačal ceno za nas. Amen? A zdaj vidite, zakaj ni 100 bogov, pa vsem, kaj verjameš. En bo prišel prek Bude, en prek Allaha. Ni res, zato ker samo Jezus je kvalificiran, da odnese greh. Ker je edini on, noben drug ni rekel, jaz sem pot, jaz sem življenje, jaz sem resnica. Jaz bom dal življenje za vas. Ko on bi lahko iz križa dol, on je rekel učencem, pa fanti, jaz lahko pokličem 12 legij angelov zdajle. Ena legija je pa 6000. Jaz lahko 12 legij angelov pokličem, pa me rešil takole. Razumete, ki je bil Božji sin, ki je Peter ga je hotel neki braniti, pa je z mečom neki tam mahal. To je bilo kada za botrebcem, to je brez veze. On ima 12 legij angelov, on je prosto, voljno se žrtvoval za nas. Amen. Zakaj? Ker tukaj piše, Gospod ga je hotel streti. Gospod je hotel, da njegov sin mučne smrti umre, da bo velik sinov dobil nazaj. Amen. Da bo velik sinov in hčera dobil nazaj, haleluja. In vedel je, da bo 3. dan ostal od mrtvih, haleluja. In poglej zdaj, to prerok 800 let, preden je Jezus prišel, vse to on videl v viziji. In poglejte v 12. vrstici naprej. Zato mu dam velike delež in delil bo plen z mogočnimi, zato ker je žrtvoval dušo svojo v smrt in je bil grešnikom prištet. On je nesel greh mnogih in prosil in posredoval za grešnike. Haleluja. In zdaj gremo v 54. poglavje. Gremo naprej. Prepevaj nerodovitna, ki niso rodila. Vdaj se radosti in glasno vpi, ki nisi trpela porodnih bolečin. Haleluja. Se pravi, Bog nas zapoveduje, prepevajte zdaj, veselite se. Amen. Haleluja. A ni evangelij the best? Haleluja. A nisi vedel, da znaš jodlat, Milanija? A ne, to si bil ti, Aleš. Haleluja. Haleluja. Prepevaj nerodovitna, ki niso rodila. Amen. Haleluja. Zdaj naenkrat Bog nam zapoveduje, naj se ful veselimo. Haleluja. Amen. Se pravi, kaj je tvoj job, kaj je tvoja naloga? Recimo mu sedu, malo več se vesel. Haleluja. Daj se malo bolj vesel. Haleluja. Daj bod malo vesel. Haleluja. Amen. Lahko si malo bolj vesel, haleluja, amen. Mene vsem, koliko misliš, da si vesel, lahko si še bolj vesel, haleluja, amen. Zakaj? Ker to je full power, haleluja. Božja radost je naša moč, amen. Jezus je trpel, zakaj? Da smo mi lahko veseli zdaj, haleluja, amen. Da lahko ti veselo zmaguješ vse, haleluja. Prepevaj nerodovitna, ki nisi rodila, vdaj se radost in glasno vpi, ki nisi trpela porodnih bolečin. Zakaj? Več sinov bo imela zapuščena njegova možena, pravi Gospod. In zdaj naprej, prav, razširi prostor šotora svojega in pregrinjala stanov tvojih, naj raztegnajo, ne brani.
podaljšaj vrvi svoje in kole svoje pritrdi, kaj ti na desno in na levo prodreš in seme tvoje podeduje narode in opustošena mesta napolni z ljudmi, haleluja. Sprav, Bog hoče ekspanzijo, on hoče, da se njegovo kraljestvo širi, haleluja. On hoče, da mu ful več verjameš, kot si mu verjel, amen? Amen? A bi kdo rad strgal vse omejitve v sebe, haleluja. Pa verjel Bogu za ful več, haleluja. Jaz te povem, edin tako si lahko Bogu všeč, da mu več verjameš, haleluja. Se on te ljubi, brezpogojno, ne skrbeti. Tudi če ti pač, lahko si največji bučman, pa te malo rad. Sam, če bi mu pa rad bil všeč, mu pa več verjem, haleluja, amen. Dajmo verjeti Bogu, haleluja, amen. A si kdo pa ful več Bogu verjeti? Kaj mu lahko verjameš letos, haleluja? Da verjem Bogu za več, haleluja, amen. Verjem, da te bo bolj razširil, da bo imel večji vpliv čez tebe, amen. Haleluja. Ne vem, če sem vas prepričal, haleluja. Haleluja, gre zdaj takoj pridigat na ulico, haleluja, hvala ti, Jezus. Haleluja, hvala ti, Jezus. Ne boj se, ker ne boš osramočena in ne bodi oblita z nečastjo, ker ne prideš v sramoto, temveč sramoto mladosti svoje pozabiš in udovstva svojega nečasti se ne boš več spominjala, kajti soprog tvoj je on, ki te je ustvaril, Gospod nad vojskami je ime njegovo in odrešenik tvoj je svetnik Izraelov, Bog vse zemlje se bo imenoval. Zakaj kakor ženo zapuščeno, žalostno v srcu te pokliče Gospod, kakor ženo mladosti, ko je zavržena, pravi Bog tvoj. V kratek trenutek sem te bil zapustil, ali izberem te z usmiljenem velikim, v nekolikom srdu sem bil za trenutek skril obliče svoje pred teboj, ali v večni milosti se te usmilim, govori Gospod, odrešenik tvoj. Wow, a čute ta srce Boga, koliko on hrepeni po nam, haleluja, koliko si on želi, da ga sprejmemo, da mu verjamemo, da nam gre lahko boljš, haleluja. Koliko se on hoče hvaliti z nami, haleluja. Koliko on ne mara, da neki trpimo brez veze, da smo poraženi, da nam nič ne uspevati. Vidimo, da to je skregano z njegovim srcem. On hoče najboljš zate, haleluja. Kaj ti kakor vode Noetove mi je to, kakor sem prisegal, da ne pridejo več vode Noetove na zemljo, tako sem prisegal, da se ne razsrdim zoper tebe in te ne pokaram. Kaj ti gore se bodo pač umaknile, hribi se bodo ganili, a milost moja se ne umakne v tebe in miru mojega zaveza se ne gane, govori Gospod, milostnik tvoj, haleluja. Wow. Se pravi, on pravi, prej se bo Triglav vrgel v portoroško plažo tam noter, kakor da njegova milost gre stran od tebe, pa da je Bog jezen nate. Amen? Naslednjič, ko boš mislil, da je Bog jezen nate, pogledaj, je Triglav še tam ali se kam prestavil, haleluja. Če je še tam, pa je vse kul, amen? Reč svojemu sosedu, Bog ni jezen nate. Reč drugemu sosedu, Triglav je še tam, haleluja. Cerkev, Bog noče, da trpiš. Bog noče, da si depresiven. Bog noče, da si žalosten. Drugo je, če trpiš zaradi evangelija. To je drugo, to je veselje, ko te preganjajo s to, ko si kristjan, pa ko prav delaš. To je the best. Če te lopovi ful hvalijo, koliko dobro živiš, to veš, nekaj ni v redu. Okay? Ampak, če pa trpiš, zato ker se samo v sebi smilaš, zato ker nimaš toliko dobrega avta, kot tvoj sosed, ko imaš slabšo službo, ko imaš večji trebuh, ne vem, paži vse, haleluja. Razumete, to je pa vse brez veze. Bog noče, da si žalosten. Recimo sosedu, ne biti žalosten več, haleluja. Ne biti žalosten, pusto. Ne biti melanholičen. O, 11. vrstica, o ubožica, ki te preganjajo nevihte, ki nimaš tolažbe, glej, jaz potolažim kamene tvoje v svinčeni sijajnik in v podstavo ti denem safire in iz robina naredim line tvoje in vrata tvoje iz ognjencev in vso mejo tvojo iz milovidnih kamenov.
Sprav, Bog te hoče ful obsipati z dobrotam, haleluja. Recimo v svetu, Bog ti hoče dati najboljši. In vsi otroci tvoji bodo učenci Gospodovi in obilen mir bo otrokom tvojim. Po pravičnosti boš utrjena, daleč se umakni bridkosti, ker se ti ni ničesar bati in strahu, ker se ti ne bo bližal. Glej, ker cerkev, a ni strah res to je res demon, strah je res demon. Mene je mama rekla, kadar me je bilo strah, kao, strah ne obstaja, to si predstavljal, kaj žoga, kaj not votla, okol pa nič ni, tako mi je rekla. Kako pa pol jaz to čutam, če nič ni. Razumeš, da je strah je demon, strah je realna stvar. To je demonska sila, ko vpliva na tebe, na tvoje emocije. In pol ti uniči ti karakter. Jaz sem samo analiziral enkrat, koliko stvari delam iz strahu, koliko pa iz ljubezni. In pol sem videl, da več stvari delam iz strahu, koliko iz ljubezni. In to moramo spremeniti, cerkev. Mi vse moramo delati iz ljubezni, ker Božja beseda prav, Božja ljubezen izganja vsak strah. Kdor se boji, pa še ni popoln v ljubezni. Amen? Ker ti veš, koliko te Bog ljubi, se ne boš več bal, haleluja. To je vrstica 15. Glej, oziroma 14. Po pravičnosti boš utrnjena, daleč se umakni bridkosti, ker se ti ni ničesar bati. Recimo v sosedu, nima se kaj bati, ker je Bog s tabo. In strahu, ker se ti ne bo bližal. Glej, čeprav se zbirajo zopr tebe, to ni od mene. Kdor se zbira zopr tebe, pade ob tebi. Haleluja. Haleluja, amen? Se pravi, kdorkoli tebe napada Jezusa. Dobro, razen če si kaj narobe delal, to je druga stvar. Pa se moraš pokoriti, pa neha to delati. Amen? Ampak če prav živiš, pa te ljudje preganjajo, pol je to v redu. Pol ti noben nič ne more, haleluja. Glej, jaz sem ustvaril kovača, ki je pihal goreče oglje in narejal orodje za delo svoje. Enako sem jaz ustvaril morilca, da pokončuje. Poglej zdaj 17. vrstico. Nobeno orodje narejeno zopr tebe ne bo imelo uspeha. Amen? Nobeno orožje ne more uspeti proti tebi. Haleluja. Amen? To je, zakaj? Dajmo spogledati, zakaj. In sleherni jezik, ki se postavi zopr tebe na sodbo, obsodiš. To je dediščina hlapcev Gospodovih in njih pravičnost, ki prihaja od mene, govori Gospod. Haleluja. Amen? Sprav, to je tvoja dediščina, da nič ne more uspeti proti tebi, ko hodiš z Jezusom. Amen? A imamo čas še za 55. poglavje? Pa res zaključimo, ok? Samo še 55. Vse bomo šli hitro. Poglejte, kaj je zdaj naprej prerok Izaije. 800 let preden Jezus pride, on prerokuje iste stvari, ki jih je pol Jezus rekel. Poglejte v prvi vrstici, 55.1. Hej, vsi, kateri ste žejni, pridite k vodam in kateri nimate denarja, pridite, kupite, jejte. Pridite, pravim, kupite brez denarja in brez plačila vina in mleka, haleluja. Čemu trošite denar za to, ker ni kruh in trud svoj za to, ker ne more nasititi? Poslušajte vendar mene in jejte, kar je dobro in to ostino veselo uživaj, duša vaša, haleluja. Wow, kakšen citat, amen? To pa res ubije vsako religijo, haleluja. Amen? In to Jezus na praznik, na velikonočni praznik, na Pashin, na dan Paske, je on to začel upiti. Hej, pridite k meni vsi, haleluja. Kdorkoli že, pridite k meni pit. Amen? Ne v eno religijo, ne v en praznik, pridite k meni, pravi Jezus, haleluja. Amen? A ne bilo da bi vsak dan se napil Svetega Duha zjutraj, preden gremo od doma. Jaz sem se to enkrat odločil. In sem glih v fabriki imel službo, sem mogel ob 6. zjutraj biti v delovni hali. Ni bilo simpel se napiti toliko zgodaj zjutraj, vam povem, od Svetega Duha. Ker sem najprej eno močno kavo rabil, da sploh poštekel, da sem, pač kjerkoli sem bil. Ampak cerkev, čez cel dan se lahko družimo z Bogom. Pomal pa pomal, haleluja, amen. Vedno se izpolnjuje Svetim Duhom. Ko vidiš, da ti neki krade blagoslov, zapri oči, magar za 2 minuti. Pa se umakam, pa reč, Sveti Duh prid, haleluja, izpolne zdaj, haleluja. Nočem biti depresiven, nočem biti zaskrben, nočem biti anksiozen, haleluja, prid Sveti Duh in bo prišel, haleluja. In pol z njim naprej greš v dan, amen.
Z njim deli vse, ne delati sam, haleluja, amen. Cerkev, če hočemo se razširiti, če hočemo večji vpliv, več kraljestva, pol mora biti več Svetega Duha. Amen. Ne zato, ker smo mi rekli, da hočemo več, ampak smo se več njemu predali, da on lahko več naredi. Amen. Amen. Dajmo nekaj spremeniti cerkev. Dajmo več placa njemu. Amen. Dajmo sebe tako v nek hobi program, ne na ful resen program. Dajmo Jezusa ful gor sebe, pa tako malo tam. Amen. Haleluja. A sem preveč radikalen zdaj ratu? Veste, kaj meni oče rekel, ko sem sprejel Jezusa? Rekel, Klemen, vse the best. Ful sem vesel, ful imaš dobre sadove, ful imaš dobre rezultate, sam daj to malo bolj tako vzem, kot tabornike ali pa nekaj. Malo si tako kot en dober hobi, a veš, tako kot pač. To ne deluje, razumeš? Jezus je ali vse, ali pa ni nič. On ni tam na eni polici, da prah z njega obriš, zdaj pa Jezus, rabimo eno rešitev, a lahko zdaj pomagaš, malo smo zabluzili. In pol ti pomaga, ker je dober Bog, in pol ga daš nazaj na polici. In večino kristjanov tako žviha. In pol greš sam iz ene krize v drugo in pol, zakaj ne bi živeli za njega vsak dan? Amen? Haleluja, ker ne rabaš krize, verjem mi, ne rabaš. Ne rabaš, haleluja. Amen, dosti je, da si zdaj to besedo slišal, ker Božja beseda te spreminja, haleluja. Še malo pa bomo zaključili tole. Tukaj v 3. vrstici, nagnite uho in pridite k meni, poslušajte in duša vaša bo živela in sklenam z vami zavezo večno, milosti Davidove stanovitne. Se pravi, Bog tukaj zdaj obljublja, a lahko pripravimo, Carol, do you want to prepare the Lord's Supper? Dajmo vzeti na koncu kruh pa vino, ker je to slika zaveze med nami pa Bogom. In tukaj on nam obljublja, poslušajte zdaj to, haleluja, vem, da sem že kar dolg, ker je Milanija nam prej ful časa vzela. Pa ostali, ne, kdo so še vse bili tukaj, nisem se spomnil več. Ampak poglejmo si tole. In sklenam z vami zavezo večno, milosti Davidove stanovitne. Se pravi, Bog ti je obljubil, da bo imel večno zavezo s tabo. Zaveza, in zdaj Jezus, a je kdo od vas gledal te indijanske filme, Winnetou pa te, ki si tako kri pol med sabo tako premešajo in pol sta v zavezi, Indijanc pa kavbojc sta zdaj v zavezi, ki sta si kri pomešala. In cerkev, Jezus je prelil kri nove zaveze. On po Jezusovi krvi imamo mi zdaj novo zavezo, ki se jo pa več ne da zlomiti. Amen? Ti si vstopil v večno zavezo in ta zaveza je med Bogom očetom pa med njegovim sinom Jezusom. In Jezus je resničen te zavezi in Jezus jo nikoli ne bo prelomil. Amen? In zdaj jaz in ti sva pa noter vcepljena v to zavezo. Se pravi, jaz zato, ko v Jezusa verjamem, imam zdaj jaz zavezo, ki je Jezus prelil svojo kri za njo. Se pravi, če zdaj jaz nekaj zamočam, a zdaj zavezo sem, a jaz lahko zavezo uničam? Ne morem, zato, ko jo nisem jaz naredil. Naredil je Jezus, haleluja. Zaveza ne more biti veljavna, edino, če jo bi Jezus razveljavil. On jo pa ne bo razveljavil, haleluja. Amen? Recimo mu se, ti si že zmagal, haleluja. Amen. Čestiti nekomu, ko je sprejel Jezusa, haleluja, ker to je največ, haleluja. Cerkev, čim si ti sprejel Jezusa, si že dosegel največ. Si dosegel največ. Zdaj moraš biti res neumen, da bi to zavrgel, haleluja. Zato je jaz rekel, a bom najdu vero, ko pridem nazaj. Ko hudič bo pa vse naredil, da ti vero ukrade, da več noš verjel v Jezusa. To je, ker zaveze ne moreš zlomiti, lahko sam nehaš verjeti v Jezusa in pa si pač pogan.
Ok, ampak the best je, kakšno zavezo imamo, haleluja. Ne, večna zaveza, zaveza Božje milosti, haleluja. In pogledajte 5. vrstico, glej, rod, ki ga nisi poznal, pokličeš in rodovi, ki te niso spoznali, priteko k tebi, zaradi Gospoda Boga tvojega in svetnika Izraelovega, ker te je oslavil. In 6. vrstica, iščite Gospoda, dokler ga morete najti, kličite ga, dokler je blizu. Amen, kdo ve, da obstajata samo 2 vrste ljudi? Tisti, ki iščejo Gospoda in tisti, ki ne, haleluja. Tako da bodimo skozi te, ki ga iščemo. Zapusti naj brezbožnik pot svoj in mož krivični misli svoj in povrni se Gospodu in usmilil se ga bo. In k Bogu našemu, ker je bogat v odpuščanju. Kajti misli moje niso vaše misli, tudi vaša pota niso moja pota, pravi Gospod. Marveč kakor so nebesa više od zemlje, tako so pota moja više nego vaša pota in misli moje više nego vaše misli. Ampak hvala Bogu, da smo v novi zavezi in zdaj imamo Jezusa Kristusa. Amen. Zdaj so njegovi misli v tvojem duhu, v tvojem srcu, haleluja. In ko si zmeden, ko ne veš, kaj bi, ti Bog govori svoje misli v tvojem duhu, v tvojem srcu. In zaključimo s temle, naprej prav v 10. vrstici, kaj ti kakor pada dež ali sneg z neba in se ne vrača tja, temveč napaja zemljo, ter jo dela rodovitno, da iz nje raste, da daje seme sejalcu in lačnemu kruh, tako bo beseda moja, ki prihaja iz mojih ust. Ne povrne se k meni prazna, temveč izvrši, kar me veseli in bo uspeh imela v tem, za kar jo pošljem. Zakaj? Z radostjo izidete in z mirom vas bodo spremljali. Gore in hribi za ženo pred vami radostno upitje in vsa drevesa poljsko bodo z rokami ploskala. Na mesto grmovja zrastejo ciprese, na mesto koprive ostane mirta in bode Gospodu v slavno ime, v znamenje večno, ki se ne iztrebi. Haleluja. Amen. Reče, hvala Bogu, prišli smo do konca. Haleluja. Dolgo poglavje, ampak je bilo dobro. Haleluja. Amen. Se pravi, Božja beseda se ne vrne prazna. Haleluja. To, kar smo danes poslušali, je bila Božja beseda, brali smo iz preroka in karkoli smo molili, se bo zgodilo. Haleluja. Se ne bo vrnil. Tako kot dež pa sneg, ki Izaija prerekuje, ko padete na zemljo, nekaj naredite, ne gre v prazno. Tako mi, cerkev, ko verjameš v Jezusa, ko verjameš njegovo besedo, boš nagrajen, boš blagoslovljen. Amen. Rad bi na koncu, da vsi, kdor verjame v Jezusa, lahko vzamemo skupaj kruh pa vino. Haleluja. In to je, Jezus je rekel, da ko se dobivamo, naj to delamo v njegov spomin. In ja, lahko naprej pripelješ, haleluja. In on je rekel, ko to delamo v njegov spomin, je znak, to je znak zaveze, ko imamo z Jezusom. Amen. In pol je rekel, Pavel apostol rekel, mnogi spite, mnogi ste bolani, ker ne razločujete telesa Kristusovega. In cerkev, ti moraš vedeti, ko vzameš kruh pa vino, ti si del telesa Kristusa, to je simbolika, ampak realnost je pa to, da smo mi Božji sinovi in hčere, haleluja, amen, da je Bog naš oče, on je naš zdravnik, on je naš rešitelj, on je naš Bog, amen. In danes lahko priješ naprej, lahko si vzameš vino, ne vem, kaj je to, a voda je, sem se bal, ja, ni nič hudega, ne se bati. Sam zgleda, da nam je zmanjkalo vina. Haleluja. Barva je kar pomembna, haleluja. Ampak, to je za otroke, pardon, wow, jaz bom otroke alkoholiziral, ja, otroci ne tega pite, haleluja. Jezus, po moji se angeli ful smajo, ko so dali mene za pastorja, haleluja. Haleluja. Zgleda, da jim je bilo dolg čas, Amen, Ker pač Alan Ford ni krščanski, so mene rabili, haleluja. Ok, hvala ti, Jezus, da si prelil svojo kri za nas, da si zlomil svoje telo in tako mi zdaj jemo ta kruh, pijemo to vino
in imamo novo zavezo. Haleluja. In danes vsak, kdor bi rad to prije naprej, in ko boš to vzel, verjem za kakšno stvar v svojem življenju, da se bo spremenila. Amen. Verjem, nekaj, kar rabiš, mogoče rabiš vzdravljenje, mogoče osvobojenje, mogoče, ampak včasih je da si samo na eno stvar fokusiran, na eno napredek, ki ga rabiš v življenju, zato v veri vzem, ko boš spil kozarček vina ali pa vode, verjem, da je to kri Jevsa, ki te upravlja, ki ti daje zmago. Ko boš vzel del kruha, verjem, jaz imam zavezo z Bogom, uspel mi bo ta stvar, katero rabiš v življenju. Amen. Amen. Ja, izvolite naprej. Hvala ti, Jezus.